En lep dober večer vam želim, draga moja družba. Kako ste kaj danes? Ste preživeli lep petkov, delovni dan? Ste bili morda doma, fraj? Kako je šlo? Ste imeli tudi vi popoldne sonček, tako kot mi v Mariboru? Ja, no, nam je pač lepo, ne, v Mariboru, kaj ne rečem. Glejte, danes sem dala iztočnico Ustavi se, ne hiti, saj tvoj hiter korak ne prelisiči tvoje notranje biti. Zakaj sem to sestavila? To sem si danes nekako zjutraj zamislila zgodaj zjutraj in si jaz to zapišem. Veste, kaj napravim? V SMS-i pošljem tako misel, ne? Zakaj ravno ta Ustavi se in ne hiti? Ker ne prelisičiš s tem svoje notranje biti. To je meni zelo pomembno, da sem nekako skomponirala. To pa zato, ker je dan danes moderno biti zelo, zelo hiter. Dan danes je moderno biti zelo uspešen, dan danes je moderno biti hiter pa uspešen, dan danes se je moderno postavljati s tem, kako dosti delamo, kako smo neverjetno dobri, kaj mi vse počnemo in tako dalje. In ta tempo, ne, ki narekuje veliko ljudem, preveč ljudem njihova življenja in jih na to pol vodi v razne izgorelosti, ki je dejansko novodobna bolezen. Ne rečem, da ni, seveda jo je, se tudi jaz se spravim včasih do tega, ampak zdaj se znam zaustaviti, ne, in zato vam polagam na srce, ustavite se in ne hitite. Vam bom povedala eno zgodbo iz službe, ko sem še delala pri Fruktalu kot zastopnica prodaje. Opazovala sem nekaj kolegov in kolegic, predvsem bom rekla kolegic. Moški znajo biti bolj nekako umirjeni. Mi ženske, pa ker imamo maternico, zdaj pa ne vem, če bom to prav povedala, ampak to sem enkrat slišala. Pač maternica pomeni v latinščini hysterikus ali nekaj v tem stilu, v glavnem iz tega ženskam potem pride histerija, da smo histerične, ker moški niso, čeprav se mi zdi, da tu pa tam že tudi kateri malo postaja histeričen, ampak je pa res bolj ženske, smo tiste, ki, nekaj mi je v oko padlo, pa se me malo moti. Prav težko gledam. No, v glavnem, ženska histerija, moška toliko ni, ampak hočem povedati ravno to, da so bile ženske tiste, ki sem jih opazovala. Jaz sem stalno rada ljudi opazovala, kako ne zdaj strašno hitijo. Pa plus tega, ne, na vseh službenih sestankih, to je bilo predvsem pri ženskah, redko kdaj pri kolegih, njihova uspešnost, vse sem jaz tudi bila verjetno taka, zato sem pa to videla, jaz ne vem, no, vse sem res bila tekmovalna, tista uspešnost, kak je odlična, kak je to, kak je ono, da so vsi drugi potem okoli počutijo, ali pa smo se počutili manj vredni, zato ker nismo še mogoče bili na takem nivoju, kot pa tista oseba, ki je znala sama sebe tako promovirati, ker te samopromocije, to so sedaj sila popularne v delovnih okoljih, ne, in zato so meni zmeraj tako malo nervirali ljudje, ki prehitro hodijo, ne, ko imajo taki tempo, ko grejo, ko ima taki korak strun, ko oficir, ko general hodi po tistem. Mislim, zakaj ne more človek iti malo bolj spontano, malo bolj prijetno, malo lahkotneje, zakaj ne bi človek bil tak umirjen, ne? In ja, in zdaj, ko vedno več vse skupaj raziskujem, je umirjenost ja tista, ki pove o človeku, da je pa umirjen tudi v notranjosti, ne. Jaz sem zelo temperamentna oseba, saj vidite, kakšne imam nastope, ampak v sebi sem jaz tako umirjena proti, rečemo, 5-10 let nazaj, da vam ne znam povedati, ne. In je pa res, da jaz nikoli nisem tako strašno hitela, da bi jaz nekaj hitela, da bi jaz mogla tisto tako nujno narediti, pa ni bilo tega v meni, ker sem znala oceniti situacijo, ker sem si znala reči, glej, to je pomembno, to naredi najprej, ostalo boš pa potem, ne. Napram nekih kolegov in kolegic, bolj kolegic, ki so to strumno, to so laufale iz trgovino v trgovino, to so sploh niso znale imeti občutka do ljudi.
No, in kam to vodi? Do tiste razvodenosti, da več ne znamo imeti komunikacijo ne zdaj samo s poslovnimi partnerji, tudi sicer kot prijatelji, kot sorodniki in tako dalje. Treba si je čas vzeti, pa dajte se vse zdolj, tisti, ki ste hitrejši, pa dajte se malo umiriti in pogledati na sebe. Iz tega vidika je potreben tudi počitek, da ni treba skozi življenje tako hiteti, ker na koncu vsi tako in tako umremo. Zakaj bi tako brzečki šli skozi življenje? Dajmo malo umiriti tempo. In ta stavek, ki sem si ga danes zjutraj zamislila, ustavi se, ne hiti, saj tvoj hiter korak ne prilesiči, tvoje notranje biti, se mi zdi, da ogromno pove. Da pove ravno to, da umirimo svoj tempo, če tudi imamo ne vem koliko dela, če tudi imamo ne vem se da zmeraj umiriti tempo. Ni treba vse naenkrat. Ni treba zato, ker imamo mi toliko dela, pa zanemarjati pomembne ljudi okoli sebe, svojo družino, svoje prijatelje. Lahko se vsedete z njimi, spijete en pir, 3 kave, kaj vem kaj, in se posvetite človeku in se odzovite. Ne tako gledam včasih v restauracijah ali lokalih, da sedijo vsi z telefoni v roki, pa vsak brska po tistem telefonu, pa štrka, pa ček. Ali pa mlade mamice, to tudi. Mlade mamica je redko katera v naši okolici, da ne bi zrla v svoj telefon, pa nekaj tipkala, pa z eno roko, ali kakorkoli ona to zmore, vozila tisti vozek pred sabo, Premalo se zavedamo, kak je pomemben naš odnos, zdaj, če sem že pri mladih mamicah, do tega otroka, ko je tam noter, ker on ima že odnos s tabo, ko je v vozičku. Nima samo, zdaj pa je že, mislim, vozičku v trebuhu, zdaj pa je že vozičku, pa daj se mu posvetiti, draga, ljuba, mlada mamica, zdaj pa ti si zato zdaj mamica, da imaš tega zlatega otroka, daj se z njim igraj, z njim se pogovarjaj, on jaz srka tebe. In tako srkamo vsi, ne samo ti dojenčki, zdaj mi je to na pamet padlo teh mamicah, pa teh vozekih, pa telefonih, pa tak dalje, ker enostavno ni časa, ker je to treba skozi biti na tem telefonu. Ta tehnika je super, ampak včasih strašno slaba. Vse bi trebalo dol vgasniti, vse bi bilo boljše, da bi 5 dni bili vsi brez vsega, pa se bi več družili, pa bili več en z drugim. In ne bi toliko potem se primerjali en z drugim in ne bi toliko uspešnosti gledali primerjalno, ne pri sebi, ne pri drugih, ampak bi bili v sebi, v tisti svoj notranji biti in bi opazovali sebe, svoje dihanje in vse ostalo, kaj je lepega. Danes smo sosedo gledali iz železnice, sončni zahod, se ustavile pa to gledale. Zakaj se ljudje ne ustavimo? Dajmo se ustaviti. In tako, kot je v vsakem kotičku življenja opazimo to samo nenehno hitenje, da ljudje hitijo za srečo, da ljudje hitijo za denarjem, da ljudje hitijo za uspehom, nam ta sodoben življenjski tempo ne daje nič kaj dobrega. Zato pa čim bolj vam priporočam, ustavite se čim večkrat v življenju in tisto, ko se boste ustavili, trenutki, ki jih boste takrat uzrli, ti trenutki vam bodo ostali v spominu, ne tisto hitenje, ampak to, kaj ste takrat videli, kaj lepega ste takrat doživeli, ker ko se ustaviš, ko se umiriš, šele takrat lahko res gledaš srcem, kot je rekel Mali princ, Ja, ustavimo se čim večkrat, kajti to hitenje je res vedno slabše na tem svetu in nas odvrača od tistih ljudi, ki so nam res blizu. Vse skupaj deluje preveč površinsko, pa ne da deluje, je površinsko, ni globih odnosov, vedno manj je tega, sploh tale nova generacija mladih ljudi, ki so tak vsi že računalniški hekeri, proti nam, ko se vsega na novo učimo. Žal, ni čudno, da je to tako, če pa mamica z vozičkom je cel čas v telefonu ali pa na telefonu, pa je to otrok opazuje že od malega, bo pa on tudi pol na telefonu in bo samo na telefonu in sploh več ne bo osebnih stikov, takih prijetnih druženj, ko se primeš okoli vratu pa zapoješ.
marsikaj. Zdaj sem mislila eno zapet, pa sem si premislila v luftu. Ko si zapoješ res eno lepo pesmico, ali pa dve, ali pa tri, ko poskočiš od veselja, ko se zavrtiš, ko se imaš fino, to primanjkuje današnji družbi, dajmo biti mi takšni. Hvala vam, da ste me gledali. Jaz malo o tem, kako preveč hitimo, mogoče komu stopila na žul, ampak sigurno pa ne vam mojim. A ne da? Lepo se imejte, lepo preživite ta vikend. Jaz sem ful vesela, ker sem si danes laseke pobarvala in se tako dobro počutim. To mi je tako fajn, ko si kaj sama napravim. No, da napravite še vi, ženske. Vzamite si čas zase, napravite si tisto, kar si že dolgo želite. Odidite v savno s kako prijateljico, odidite na masažo, odidite, kaj jaz vem, frizero, se ni treba, si sami delate, če pač vam ni, ne? Lahko greste k frizeru, jaz se pač to rajši sama napravim, tako. Lepo se imejte, se vidimo, slišimo, pišemo. Hvala vam, da ste. Srečno, pa pa!